Danes v Ljubljani izvajamo izobraževanje o varstvu pred diskriminacijo za javne uslužbence v okviru projekta Soočimo se z diskriminacijo. Zelo nas veseli, zelo pozitiven odziv tako javnih uslužbencev kot institucij, iz katerih prihajajo, saj so skupine vsakokrat večje. Prvo vprašanje, katera od naštetih ni osebna okoliščina po zakonu o varstvu pred diskriminacijo? Nosečnost, spol, delovne navade, etnična pripadnost. Super. Delovne navade niso osebna okoliščina, znate pojasniti zakaj? Tečaj je torej podal neka nova znanja, tudi tisto, kar smo mogoče imeli v mislih, da že obvladamo, da eno novo, odpre neka nova vrata, neka nova razmišljanja. Danes, ko se pač vse spreminja, vemo, da torej svet ni več tako, kot je bil, od te multikulture naprej, je ta diskriminacija zelo pomembna, da obvladujemo in da vemo, kako se obnašati in kako pristopati. To izobraževanje, ki je danes potekalo v živo, predvsem se mi zdi, da se me najbolj dotakne to, kar smo delali s konkretnimi primeri in predvsem metodo Svetovna kavarna bi pohvalila, ki je bila pri tem uporabljena in je zelo interaktivna in povezovalna. Delavnica je bila odlična, ker smo imeli odlične voditelje, ki ste zelo dobro to organizirali. Primeri so bili odlični, ker so imeli veliko diskusije, veliko aktivnosti. Vsak, ki si je želel sodelovati, je lahko zelo aktivno sodeloval. In jaz lahko samo rečem, da to lahko priporočim še naprej za univerzo, za kadrovske službe, ker jaz pač prihajam iz te funkcije, tako da si želim videti še ponovitev v to smer. Tudi jaz sama sem se veliko novega naučila, sem že mislila, da nekaj že vem o tem, pa sem ugotovila, da se je dobro ves čas izobraževati tudi v to smer.